Dragi moji baby alieni, Albus mi laufa po fletu, če to slišite, če mjavka, danes sem v blede, jaz snemam 5. video in fora je, da on znori vsakič, ko to govorim, ker ne ve, kaj se z njegovo mamo dogaja. Moja frizura je crazy, ker ne vem več, kaj spremeniti. Jaz mislim, da najbolj že gremo v video. Ta predlog ste mi fulkrat pisali in ta je en izmed unih stvari, ki sem jaz prišla v stik z njimi samo prek tega, ker ste mi tokrat dali ta predlog in sem vas poslušala, tako kot vedno pridno alien mama posluša in sem rekla, ok, bom naredila ta video in sicer o Black-Eyed Children. Ena najbolj strašnih urbanih legend, ki so ever krožile po našem planetu, govori o otrocih s črnimi očmi. Ponavadi gre zgodba tako, da se nenadoma pojavijo in potem kar naenkrat zginejo. Kaj se dejansko zgodi, ko se oni pojavijo in če se je komu kdaj kaj zgodilo, je težko reči, ker konkretno se niti ni, ampak boste videli prek parih zgodb, da potencialno je njihova prisotnost povezana z nečim predvsem mogoče slabim ali pa naznanjanjem slabih stvari. Da ne dolgojezem preveč, urbana legenda, kot veste, pomeni novejšo legendo, se pravi ne nekaj prestarega, ker gre iz roda v rod prek ustnega sporočila, ampak nekaj, kar se je razvilo po možnosti na internetu in zdaj trenutno v naših časih, v 21. stoletju krož med nami. Podobna zadeva kakor Slenderman ali pa Slitmouth Woman, o tem sem oboje že govorila, se mi zdi. Otroci s črnimi očmi oziroma zgodbe v njih so se pojavljale že prej, ampak slavni so postali leta 1996, ko je pa v njih govoril novinar Brian Bethel. A še komu to mečkim sumljivo, ker je little novinar o njih govoril malo to mečkim. On trdi, da gre njegova zgodba tako, da je sedel v svojem avtomobilu, brigal se je sem zase in pregledoval neke papirje, ki jih je imel v avtomobilu. Kar naenkrat sta mu na vrata oziroma na okno avtomobila potrkala dva dečka. Dečka sta bila stara okrog 12 let, on se je obrnil in v šoku ugotovil, da sta imela te dva dečka oba misteriozne, scary, črne oči. Pove, da ga je eden od teh dveh dečkov prosil, če jih nekam zapele. Što se je bil, da je po kratkem premisleku zelo hitro odločil, da so mu te oči mečkam preveč creepy in se je preprosto tam odpeljal naprej. Ni imel stregu, je pa še rekel, da ko je pogledal v ogledalo, je za sabo lahko videl te dva dečka, kako nemo strmita van. In zdaj počasi, konkretna tema se je že naredila, dež pada, scary ratuje in jaz sem najbolj scary video shranila, da ga snemam zdajle. Ura je, ajde dobro, ni še 8, ampak tema je. Je še rekel, da so bili njune oči kot dva kamna brez duše, črne, scary, mrtve in da se je tega resno ustrašil, neka slaba energija in tudi nekako te zgodbe naprej so se potem te zgodbice in legendice razmahale naprej po internetu in še nepar jih bom povedala. Naslednje je poročilo o črnookih deklici. Ta je majčkeno bolj slavna takrat ratala. Vse skupaj se je dogajalo v mestu Cannock Chase, primer pa je takrat raziskoval Lee Brickley. Lee Brickley naj bi bil v bistvu strokovnjak za nenavadno in on tukaj opisuje izkušnjo ene ženske, ki je svojo izkušnjo zaupala njemu. In sicer po tem poročilu je ta ženska najprej zaslišala en krik v daljavi in avtomatično ženska in bila je svojo hčerko in prvi nagon je pomagati, ker očitno je bil krik tudi ne ženski, ampak krik otroka. Ona je šla tja, zagledala je deklico v beli oblekci. To je prav standard, ki je še toliko bolj scary. Ta deklica naj bi si zakrivala oči in jasno je potem ta ženska vprašala, če je vse v redu. In deklica je potem odkrila oči, da bi odgovorila in potem je ženska videla, da ima oči popolnoma črne. In potem, ko je hotela sebe in hčerko spraviti na varno in ko se je prvič obrnila okrog, je deklica že izginila in ni bilo več. Lee Brickley, ki je dejansko raziskoval ta primer, kot sem rekla, strokovnjak za paranormalno, je pa rekel, da je njegova teta tudi videla to isto deklico, ampak 30 let prej. Ta je majčkeno bolj zanimiv mi zaradi tega pojava, da se je to dvakrat očitno zgodilo, čeprav to ide popolnoma nepotrjeno in pač samo zgodba. Naslednja zgodba prihaja iz Francije in tako kot sem rekla, ene zgodbe o teh črnoogih otrocih izvirajo od prej, ki še niso bile slavne in sicer ta prihaja iz leta 1974 iz mesta Azen. Bila sta dva moška, Patrick in Ellen, in ona dva sta se vozila skupaj v avtomobilu, ampak sta se zgubila. In potem sta mogla na eni točki obrniti na enem dvorišču in tam sta zagledala 5 pojav. Oseb je rečeno v velikosti otrok, s tem, da so imeli vsi dolge lase in vsi so imeli tiste klasične scary črne oči.
Eno od teh otrok jima je pomignil, kao, pridita sem. In tako, kakor se ponovadi ne zgodi v grozljivkah, sta ona dva valjda sam freaking se obrnila in šla, ni jima prišlo na misel, da bi se joinala tam tej čudni druščini, ampak sta prišla nazaj, ne vem točno zakaj, sta pripeljala še več ljudi s sabo, ampak potem teh otrok ni bilo več. So pa sosedi to komentirali in so rekli, da večkrat vidijo te otroke tam in da se igrajo, ampak da jih ne smatrajo nič drugače kot pač otroke. Naslednja zgodba je pripoved ameriškega marinca iz North Carolina, Severne Karoline, a je za tako v slovenščini. On je takrat stanoval v tej tipični baraki, kjer so ponovadi vojaki, samo da jih je več noter spi, ampak on je bil takrat sam. Slišal je trke na vrata. Scary ratuje. Odprl je, ker je bil prepričan, da je en izmed njegovih sovojakov, tovarišev, kako se že to reče, ampak ni bil, bila sta dva majhna otroka. Takoj, ko je on vrata odprl in zagledal ta otroka, opiše, da ga je obšla nepopisna groza, mravljinci, ustrašil se je in ni takoj dojel zakaj, ampak je bilo to zaradi tega, ko je pomislil o tem, zaradi teh scary, črnih, nenavadnih oči. Želel je zelo potem vrata, ampak jih je vse nekako, no, dude, they are children, in jih je vprašal, kaj želite, in sta rekla, zunaj je mrzlo, midva bi rada brala knjigo. Preden bi on karkoli odgovoril, sta one dva že stopila en korak naprej, ker se je potem res ustrašil zelo putno vrata. Potem je pač se umaknil in počakal noter, ampak preden sta dejansko odšla, je še naprej slišal trkanje nekaj časa. Naslednja zgodba je v bistvu ghost story slash Black Eyed Children story, pač kakor se jo hoče razlagati, in gre sicer za sliko duha s črnimi očmi. Res upam, da sem jo našla in da jo imate ves čas zdajle na ekranu. Snel jo je Trevor Tyre. On je bil prepričan, da gre za Catherine Howard. To naj bi bila 21-letnica, ki je bila usmrčena leta 1542 in njen duh naj bi se namreč pogosto pojavljal v palači Hampton Court v Londonu. Tyre je tudi razložil, da kaj to fotko dejansko posnel ni videl nič, ne? On ni naredil te slike, ker bi kaj videl tam, ampak je šele potem, ko je že posnel, videl, kar je videl na fotografiji. Mi zdaj sami odločite, kaj vidite, upam, da sem našla sliko. Naslednja zgodba mi zdaj sploh ni všeč, ker gre dejansko za primer, ko so jih spustili v hišo in ker se dejansko zgodi nekaj slabega. Torej gre za žensko, ki jih pa dejansko je spustila v stanovanje, živela je v Vermontu. Večer je močno snežilo in ona je zaslišala močno trkanje na vratih. Ustrašila se je, da je mogoče kdo v zagati in da je bila kakšna nesreča ali kaj takega in je valjda hitela odpreti. Zunaj ni bilo vozila, ni bilo stopinj, nič ni bilo, bila sta samo dva otroka, fantek in punčka. Njo niso najprej vrgla na rit oči, ker jih baje ni videla, sta bila pa otroka zgledala stara 8 let in slabo sta bila oblečena. Zunaj snežilo, ona se je počutila ekstremno neprijetno, to opisuje, ampak jih je vsem spustila v hišo, ker sta se jasno na nek način zasmilila oziroma počela tisto, kar je bilo nekako moralno, primerno, sprejemljivo. Ona je otrokoma ponudila kakao, pa spraševala jih je ves čas logično vprašanje v smislu, a bi še kaj, te zebe, kje imaš starše, zakaj sta tukaj, tralala, ampak ona dva sta na vse odgovarjala izključno samo najna dva starša bosta kmalu prišla po naju, samo to sta odgovarjala. Šele ko jima je dala kakao, so se pogledali in takrat je videla te oči in je bil tak ekstra strah. So imeli tudi dva mačka doma in mačka sta se ekstra izognila tem otrokom, oziroma eden maček je napolno pihal na njih. Tlej prva stvar, ki se zgodi to, da je možu začelo krvaveti iz nosu, naslednja stvar pa je, da je zmanjkalo elektrike. Itak je bila že cela panika in kar naenkrat sta se otroka pojavila v hodniku in sta rekla, zdaj sta pa starša pošla po naju in sta šla ven. Potem pa, kar se je zgodilo, je končno pripeljal velik črn avto, ven sta stopila dva visoka moška oblečena v črno in še te dva moška sta potem stala in strmela v njih nekaj časa in potem sta se odpeljala in šla. Zakaj mi je ta zgodba scary? Zaradi tega, ker so se slabe stvari potem zgodile in sicer mož je zbolel za hudo obliko kožnega raka, tako pa ne bi imela ona težave z zdravjem. Zdaj pa tukaj ta polemika, ali to pomeni, da sta ona dva prinesla to nesrečo, ali to pomeni, da so znanilci nesreče. Se pravi, da je to že tako bolj v njuni prihodnosti in pač, zdaj veste, kaj mislim. Poki smo, ki bom kar zaključila s to najbolj scary, ker mene resno strah ratuje, pa upam itak, da najbrž ni predolg video, pa lačna sem. Anyways, upam, da vam je bil všeč.
Zdajle, verjetno, ko boste vi to gledali, jaz že delam na Masterchefu, verjetno sem kaj več o tem povedala na Instagramu, tako da se bom ful trudila redno video objavljati, ampak zihar bo kakšen manj in please razumite, ker ta projekt je brutalno zahtevan 2-3 mesece, ko mi imam čas jesti in spati, kaj šele isto veliko objavljati, tako da če kdaj kaj manj, ne vedeti jezni na Alien mamo, ampak se bom trudila, obljubam. Komentirajte kaj lepega, Alien mama, vidimo ga, kmalo, aj čau!